Na slovenski kulturni praznik se tradicionalno konča tudi festival Kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Letos so pripravili 163 dogodkov, njihova skupna nit pa je bil preplet tehnologije, znanosti in umetnosti. Učenci iz osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana, ki so danes tudi z nami, so s kamero in mikrofonom obiskali plesno, glasbeno in gledališko predstavo. Poglejmo, kaj smo skupaj ustvarili. Poglejmo! Plesna predstava Control-Shift-Escape gledalce ni prebudila le z gibi. Spodbudila jih je, da razmislijo o virtualnem svetu, v katerem se radi zadržujejo. Predstava hoče sporočiti, da nas lahko tehnologija zelo hitro zasvoji in da je veliko bolje, da povemo prijateljem nekaj v živo. Glavno sporočilo je pa to, da nam internet zelo veliko stvari pokaže, pa da se ne smemo toliko zanašati na njega. A tudi tehnologija ima svoje pozitivne lastnosti, saj se pri umetnosti z njeno pomočjo širijo polje izražanja. Lahko povemo na nek način več, bolj intenzivno. Je še eno dodatno orodje zraven, s katerim lahko se preko umetnosti poigraš. V predstavi Alica v čudežni deželi pa je projekcija slik s pomočjo tehnologije postala še eden od igralcev na odru. Aličin svet je res v bistvu svet poln nesmisla in nelogičnosti. V bistvu je težko živeti v takem svetu in tudi Alici, kakor je na začetku to v bistvu predstavlja nek draž, na koncu kar hoče malo zbežati iz tega sveta. Jaz mislim, da je bila ta predstava zanimiva zato, ker je pokazala, čez kaj gre vsak otrok, ko je v puberteti. Nekateri se najdejo v glasbi tudi s pomočjo tehnologije. Tehnologija je čisto vedno prisotna in se mi tudi zdi, da recimo, če si umetnik, te more znanost zanimati zaradi tega, ker ti odpira neke koncepte in obratno. Če si znanstvenik, ti tudi umetnost lahko neke nove zorne kote predstavi. Člani skupine Jimmy Barka Experience zase pravijo, da niso zares glasbeniki, saj niso hodili v glasbeno šolo. Zato delajo stvari po svoje in to jih dela posebne. Ful dobri, ful so zanimivi. Prvič vidim, da so bobnari pa DJ-ji skupaj. Umetnost in tehnologija omogočata nov pogled na resnično, ne le virtualno sedanjost. Ko se povežeta, lahko začutimo resnični užitek ob ustvarjanju plesa, gledališča in glasbe.